Akcija. Nocoj, kaj dogaja, gostimo pevca in tekstopisca štajerske punk zasedbe Alo Stari. Z nami je glasbenik, ki rad poje, ne rad pa guši, Tine Matjašič. Tine, servus. Ja, zdravo, ne? Kak si? Super, odlično. Tine, na spletni strani skupine piše samo troje. Maribor, skatepunk in 90-ta. Kaj s temi 90-timi? Kaj je bilo tako dobrega? Pa ful so bila dobra 90-ta, Je bilo dobro? Nismo še bili tako obsedeni z toliko tehnologije, ne? Malo smo še dihali, ne? Se mi zdi, da smo danes preveč. Pa drugače smo muziko doživljali, ne? Ful bolj je bilo, ko je nekaj novega prišlo, si res komaj čakal na to, ne? Danes je malo bolj na easy, ne? Se si vesel, ne? Samo je tega ful, ne? Ja, a ti gre na živce zdaj, ker je glasba sam na internetu, na YouTubeu. Včasih smo CD-je, kakor si rekel, si ga šel kupiti, pa si ga dal kolegu, pa ga je presnel, pa smo pa radio poslušali, pa kaseto, pa snemali komade. Ja, pa je potem voditelj govoril preko komada, ne? Všeč mi je, ker se ful nazaj vračajo vinilke, mi jih res ogromno prodamo in so osebno, ja, ful pogrešam to. Pač fajn je glasbo dobiti, pa jo imaš, pa proces je, ne, veš, tak užitek je, ne, dati nekaj več. Da imaš tudi fizično tam, da Obred. nisem nekje. Obred je tako, evo. Kjeri bendi v 90-ih so te navduševali? So bili to Green Day ali Offspring ali kaj bolj alternativnega? Vedno je bila borba med tistimi, ko so poslušali Green Day, pa tistimi, ko so poslušali Offspringe. To je bilo ono, ali si bil Team Green Day ali pa Team Offspring. Teh bendov je še pa bilo ogromno. Mi smo poslušali vse, začeli smo s Sex Pistols, pa smo pa prešaltali še na neke take alternative, da kar globoko smo zabredli, no. Ampak smo pa spremljali vso glasbo. A tale Blood Command, to je tudi iz... Ne, to pa je nekaj drugega. To pa je danes. Skupina Alo Stari praznuje 5 let. V kratkem, kako pa je izgledalo rojstvo te skupine? To je to. Veš kaj, se veš, vedno se najboljše zgodbe se vedno zgodijo iz nekih slabih dogodkov, ne. Umetniki imajo vedno največ zapovedati, ko se nekaj slabega zgodi, ne. In točno to se je zgodilo, pač neko čudno obdobje je bilo in sta nastala 2 komada, čisto slučajno. Jaz sem rekel, pubeci, poglejte, poslušajte, kako se vam to zdi. To smo bili kolegi, pač zdaj smo ne že leta in leta. Kaj, garaža pa... Ja, gremo, pa so vsi, to pa je dobro, ne. Pa smo... Ok, pol pa probajmo, ne? Danes pa sedimo tukaj, ne? Zdaj pa imate že 5 let. 5 let. Ja. Kako izgledajo vaši koncerti? Je to velikega prerivanja, skakanja z odra? Predstavljam si, da ni glih komorni koncert. Ni komorni koncert. Sardine, ne? Je publika v kravatah? Ja, so tudi že bili, ja. No, ampak ja, absolutno, ja. Ful je... Kar intenzivno, ja. Ampak more biti, ne, se konc koncev ti prideš na naš koncert ravno zaradi tega, da daš sebe ni sebe. Vse, kaj te je tisti cel teden mučilo, ne, daš iz sebe. Pripravite koncert ob izdaji druge plošče, zdaj prva ima naslov, pa kaj te stavo je? Tako. Zdaj ta druga letošnja se imenuje, sem prej nič nemam, ne? Ja. Zato, ker hardcore naslovi je bila. Ja, mi ne vsi to razumejo, mislim, Eno je ful vse eno, če vsi to razumejo, ne, glavno je, da so to neke dejansko čisto take mariborske fraze, ki jih ful uporabljam, ne, ta druga nam je bila itak ful fascinantna, ne, zato ker če si čul ta sempre nišči nebom, ne, to pomeni, da si se mogel obrniti pa laufati stran, ker si jih drugače dobil po buči, ne. Danes pa, če pogledamo pač to naslovnico, ki jo imamo, ne, pa vidimo to 2 mala fantka, ki mislite, da sta in sta Kaj pa pa še. kletvice? Veliko jih imate v komadih, kako to, zaradi tega, da date vsa čustva ven ali da komad bolj zveni? Ne, definitivno, da damo ven neke stvari. Ja, sam pri nas je to, mi smo kletvice že tako ponotranili, da sploh ne slišimo več, da je kletvica, ne. Potem pač, ko bereš besedilo malo z drugega zornega kota, se ti zdi, da joj, ampak to smo mi, ne? Ja, seveda. Kaj pa recimo, če bi dal en vaš komad na malo teraso, recimo? Misliš, že bi šlo to? Pa da bi ti v mariborščini pil, jaz pa mal po štajersko, mal po ljubljansko, tudi da ne bi rekli, da smo na Ljubljano pozabili. Bi bil za? Mislim, to bo ful dober izziv za. No, ampak a je kakšna tema, recimo, kaj ti gre na živce, o čem bi pel? Na kaj bi mogli recimo upozoriti? Ja, veš, kaj mi gre ful na živce? Cene stanovanj. Stanovanja? To pa je kar... To bo šlo zdaj le dol. Dele bo balon počutil, da bo besede pozlati. Za 50% dol. Tine, po moje najbolj, da se veš pripraviti. Ja, pojmo se pripraviti. Hvala, da si bil naš gost, pa veliko
odličnih koncertov še naprej. Čim več razprodanih koncertov, O, ja. pa čim več ustvarjalne energije. Hvala. Hvala.